Lep pozdrav, sva Dani in Vilma iz Leskovca pri Krškem, poročena 42 let, ne? Koliko? Ja. 42 let. Imava 4 otroke in 16 vnukov. Nikoli ne bova pozabila dneva, ko so nama najini dobri prijatelji, kateri imava tudi za svoje duhovne starše in bi rekel nekje spremljevalce skozi življenje, predstavili pomen in vlogo Svetega pisma za vsakdanje življenje. Takrat sva pravzaprav dojela, ko so nam oni rekli, da Sveto pismo ni neka stara, zastarela zadeva za v smetišče zgodovine, ampak da je knjiga Božje besede, da je knjiga, v kateri spregovori Bog, in da je knjiga, ki nama na nek način pove, kako se v določeni situaciji obnašati, kako v določeni situaciji reagirati, kako se odločati in tako naprej. Skratka, je kot neke vrste navodilo za uporabo življenja. In od takrat naprej sva se odločila, da bova Sveto pismo imela vsak dan bi se reklo, v svojih rokah, da bo Sveto pismo najina stalna življenjska spremljevalka. No, in to se dogaja že 42 let in več. V teh letih lahko rečeva, da sva velikokrat doživela marsikakšno razodetje, marsikakšno, bi rekel, idejo sva dobila od Boga, kako živeti, kako se obnašati drug do drugega in do sveta okoli naju. Lahko rečeva pa tudi to, da midva ne bi bila več skupaj kot mož in žena, če ne bi bilo prav Svetega pisma, zato ga priporočava vsakomur. Ja, Božja beseda je kljub vsemu, kar se dogaja okrog nas, še vedno živa. In to nam daje tisto zavedanje, da je Bog z nami, ker Božja beseda je Jezus sam. In pravi celo sveti Hieronim, da kdor ne pozna Božje besede, tudi Jezusa ne more poznati. In zato vedno znova kličeva in vabiva v objem Božje besede vsakega, ki naju posluša. To pomeni, da ga dam na redni urnik v svojem vsakdanu. In na ta način nekako prenavljam svoje misli, prenavljam svoje poglede na svet, prenavljam predvsem svoje odnose. Se pravi, Božja beseda je tista, ki vliva v nas svojo Božjo ljubezen in to ljubezen potem lahko podarjamo svojim najbližjim. Da ne govorimo, da je Božja beseda tisti vir moči, ki nas zdravi, ki nas osvobaja, ki nam prečiščuje, kot je Vilma rekla, naše misli, naše poglede. In res v teh časih še potrebujemo neko tako čistilno sredstvo. Pa ne samo to, potrebujemo močno hrano, zato da lahko v teh časih preživimo vse te napore in pritiske. Tako. Bodite tudi vi, prijatelji Božje besede, začnite redno vsakodnevno uživati to Božjo hrano za vaše duše in vaše. Ne bo vam žal. Tako, hvala lepa. Bog vas živi.